V gozd, kjer živijo živali, se je tihotapil malo poseben zajec. Oblečen je bil v rdečo srajčko, njegova dlaka pa je bila temno rjave barve. Najbolj poznan je bil po tem, da je rad kradel korenje z njive, ki jo je zasadila starka, da bi imela svež in zdrav korenček za juho. Nekega dne se je starka odločila, da bo svojo njivo okrasila s strašilim. Bilo je tako čudaško in imelo je grd, slamnat obraz. Postavila ga je prav tisti večer, ko se je zajec Tat, kakor so ga poimenovali, spet odpravljal na svoj običajni pohod do njive. Si je oprtal veliko košaro in se že veselil, da bo ta večer pobral veliko korenja. Že med potjo do vrta se je zajcu zdelo vse nekam čudno. Spet te moje blodnje, se je miril, nato pa zaslišal neznan glas. Kdo si? Kaj bi rad? Se je oglasilo strašilo z vrta. Zajec ni vedel, od kod prihajajo ti glasovi. Prestrašeno se je oziral okoli, potem pa je vprašal: Je kdo tukaj? Jaz sem te prvi vprašal, mu odgovori glas. Kaj počneš tukaj? Nič, je s prestrašenim glasom zajecljal zajec. Samo hotel sem. Poznam te, ga je prekinilo strašilo. Prišel si, da bi ubogi starki spet kradel njeno korenje, ti Tat, in zavpilo na zajca. Ja, če pa nimam kaj jesti, korenček je pa tako dober. V tistem trenutku je na strašilu pristala jata ptičic, strašilo se jih je otepalo in za nekaj trenutkov pozabilo braniti zemljo. Takrat si je zajec urno nabral celo košaro korenja, tako zvrhana je bila, da je korenje kar ven padalo. Ko je zajec končno prišel domov, si je oddahnil in korenje stresel v zavoj, tega pa je pustil kar pred vhodnimi vrati svojega doma. Strašilo jo je takrat končno odgnalo sitne ptice in z grozo odrinilo opustošenje na njivi.
bo zajca kaznovalo, zato se je že ob zori odpravilo proti njegovi hiši. Ni je bilo težko najti. Korenje, ki je zajcu padalo po tleh, mu je bilo lahka sled. Pred zajčevo kočo je strašilo našlo poln zaboj korenja. Pobralo ga je in potihoma odneslo vrnit starki. Zabojček je pustilo v starkini hiši, potem pa je postavilo nazaj na svoje delovno mesto sredi njive. Naslednje jutro se je zajec veselo pripravljal za zajtrk, ko je ugotovil, da zaboja ni več. Jezno je pogledal naokoli, a tatu ni sledil. Tako se je odločil, da bo zadevo raziskal. Odpravil se je nazaj proti njivi, a tokrat ni mogel več ne levo, ne desno. Okoli njive je bila zdaj postavljena žica. Postavilo jo je strašilo in z njo zavarovalo njivo. Zajec tat ne bi več mogel krasti korenja z nje. Od takrat naprej si je starka brez skrbi lahko vsako popoldne pripravljala za kosilo korenčkovo juho.